Piran, srednjeveški biser ob morju, podobno kot druga mesta z bogato zgodovino in kulturno dediščino, ni najbolj prijazen do oseb, ki so gibalno ovirane. A si na drugi strani nekatere ustanove, ki to znanje v mestu hranijo in ga širijo, prizadevajo, da bi svoje vrata na stežaj odprle prav vsem obiskovalcem. Poletna razstava Kamen na kamen o rimski arhitekturi v severozahodni Istri je bila tako prva, ki je bila v celoti prilagojena tako gibalno oviranim kot slepim, slabovidnim, kot gluhim in naglušnim. A v muzeju so naredili korak več, s pomočjo občine so zaposlili osebo, ki je gibalno ovirana. Iz tega vidika mislim, da je bila izjemna izkušnja. In v okviru tega nam je bila v veliko pomoč prav zaposlitev osebe, ki je gibalno ovirana in ki vendar z svojo voljo, svojo močjo, svojo strastjo in tudi svojo željo, da se uči in da prispeva k razvoju muzeja, dela z nami in nam je bila nekakšna dodana vrednost. In to je seveda Natali. Zaposlena sem od januarja preko javnih del, me financira občina Piran. Prej sodelujem pa že z muzejem od oktobra 2017. Sem bila vključena v usposabljanje preko zaposlitvene rehabilitacije, ki ga financira država, da se sploh pojavimo na trgu dela. In to je vodila Šentprima zavod. Tako se Natali ob vsakem vremenu in vsak dan sama pripelje z avtom v službo in tudi nas popelje po muzeju skozi zbirke, ki so jih na novo poimenovali. Ob tem pripoveduje svojo zgodbo. Jaz se vidim kot čisto običajno dekle, žensko, ki hodim v službo, se ukvarjam s športom, rada družim s prijatelji, grem naokrog, potujem. Nič neobičajnega. Natali zaključuje študij na pedagoški fakulteti, v muzeju pa vodi delavnice in je nepogrešljiva pri razumevanju in oblikovanju iskrenega odnosa do oseb s posebnimi potrebami med zaposlenimi in širše. Najprej se ustavimo pri arheološki zbirki Med morjem in kopnim, ki predstavlja pomorsko in obmorsko arheologijo. Vse, kar si lahko obiskovalec ogleda pod steklenim tlakom, je bilo najdeno v morju ali naključno med potapljanjem posameznikov ali pa med arheološkimi izkopavanji, medtem ko nad steklenim pohodnim tlakom so v vitrinah razstavljeni predmeti, ki so bili najdeni med arheološkimi izkopavanji na različnih obmorskih naših najdiščih, od Sermina pa do Pirana, recimo, če gledamo obrežno črto, in dejansko pričajo o povezavi prebivalcev z morjem. Predmeti so opisani na svetlečih tablah, predstavljeni so znakovnim jezikom gluhih in naglušnih v brajici, nekatere pa obiskovalci vzamejo v roko in otipajo. Smo uspeli narediti replike posameznih originalnih predmetov, začevši od prazgodovinskega Apulskega kraterja do skrinjice, ki je bila recimo iz 10. stoletja. Z dvigalom nas Natali spremi v zgornje nadstropje. Smo v Piano Nobile, palače Gabrieli. To je pravzaprav najlepše nadstropje, okrašeno z originalnimi poslikavami, štukaturami. In v tej zbirki se prepletata tako meščanska kot pomorska kulturna dediščina. Tako lahko obiskovalci vidijo in se s prsti sprehodijo po tlorisu piranskega mandrača. V muzeju hranijo tudi zemljevid Istre, znamenitega Pietra Kopa iz leta 1525. Na ogled je replika. Sprehodijo se mimo Gruberjevih ladijskih modelov in lahko občudujejo najbogatejšo zbirko marinističnega slikarstva pri nas. V našem muzeju imamo tudi največjo slovensko zbirko ladijskih polen. To so skulpture iz premcev ladij.
V našem primeru so to že elementi iz 19. stoletja, ko so te skulpture samo še lepšale lesena plovila, prej so jih pa tudi tradicionalno varovala. In tako smo v 3D najprej izrisali, posneli, nato pa sprintali recimo ovčje runo, meduzino glavo, morskega konjička in morsko pošast. Bogato zgodovino slovenskih pomorščakov, ki so služili v Avstro-Ogrski mornarici, njihov način življenja pa spoznamo skozi različne razstavljene predmete in uniforme. Tako da smo za slepe in slabovidne naredili nekaj replik predmetov iz zapuščine Frana Wilhelma. To je bil častnik Avstro-Ogrske vojne mornarice, ki je bil leta 1900 v času boksarske ustaje z eno od ladij v vzhodni Aziji in je potem od tam tudi nekaj predmetov nesel. Na ogled in otip je na voljo tudi poletna mornariška uniforma navadnega mornarja. Narejena je iz originalnih materialov oziroma iz platna, bombažne tkanine, tako da dejansko tudi teksturo same uniforme lahko otipajo obiskovalci. Od oseb s posebnimi potrebami se učimo potrpežljivosti, vztrajnosti, strpnosti, ki so tudi nepogrešljive lastnosti športnika. Sem večkratna državna prvakinja, trenutno sem tudi vodim v ligaškem tekmovanju. Sem pa tudi že dolgoletna članica reprezentance slovenske. Bomo skušali tudi lokalne oblasti in državo prepričati o tem, da je treba več vlagati ne samo v dostopnost, ampak tudi v vključevanje vseh oseb, ki lahko nekaj prispevajo v tej smeri. Ob njihovem vključevanju se učimo in rastemo vsi. Od tega imajo veliko sami, še več pa družba, ki jim omogoči samostojno življenje. Kajti je veliko ranljivih skupin. Jaz bi rad poudaril, da poleg tistih, ki jih večkrat imenujemo poenostavljeno ljudi z invalidnostjo, obstajajo druge ranljive skupine, do katerih mora biti taka ustanova, kot je muzej, odprta in dostopna. Gre tukaj za razne manjšine, navsezadnje gre tudi za migrante, begunce in seveda za vse tiste ljudi, za starejše. To, kar smo pridobili v tem projektu, je izjemno. Tako da upajmo, da bo država še naprej podpirala ta pristop. Gre za veliko več kot odpiranje lokalnih muzejev in njihove dostopnosti, gre za ustvarjanje odprte družbe, kjer bo mesto za vsakogar.